pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Celju, kjer se bo kmalu začela prva tekma 29. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na stadionu z Dežele bodo Celjani gostili sežanski Tabor. V napadu pa nogometaši Celja, Vrbanec pred vrata, to je bil slab predložek, je pa Morozov pritekel iz ozadja. Morozov pred vrata, odlična podaja, priložnost za Celjane. Sprožil je Mičo Kuzmanović, toda ostaja pri začetnem izidu. Kratka kombinacija, Kuzmanović se ponudil, predložek Kuzmanovića, gol! 1:0 vodijo Celjani, toda dvignjena zastavica stranskega sodnika. Zdaj bomo vse skupaj pogledali še enkrat. Matic Vrbanec bo podal s kota. Matic Vrbanec, v prazno je zaplaval Janko Privec. Zadetek znova ne bo veljal, že drugič so Celjani zatresli mrežo, za glavo se drži Dušan Stojinović, ampak že predtem prekršek nad Janom Koprivcem. Čudi se Janko Privec. Prvič, da je Janko Privec takole storil napako, nekaj podobnega smo videli že proti Olimpiji. Tu je Slavko Vinčić, ki se bo zdaj posvetoval z Dragoslavom Peričem in pa Bojanom Mertikom. To sta sodnika, ki sta v VOR sobi. Mi pa seveda čakamo na počasni posnetek. Očitno je bilo delno sporno to dogajanje. Ali je bil Janko Privec pod prekrškom ali ne, to je zdaj vprašanje. Teče 35. minuta srečanja. Dušan Stojinović je v prvi slovenski nogometni ligi zaenkrat pri enem zadetku. Poglejmo zdaj še enkrat. Ja, tole mislim, da ne bi smel biti prekršek. Bodite zdaj pozorni. Tako eni kot tudi drugi se zelo borijo. Veliko vneme na igrišču, tu je Vrbanec, ki gre naprej, še naprej Vrbanec, žoga se je še odbila do Celjanov, zdaj pa veliko prostora za Morozova in gol! Gol za Celje, Morozov je strelec, njegov tretji gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. Na svojem 7. nastopu v tem tekmovanju je dosegel ravno toliko golov kot na 93 tekmah v ruski Premier ligi. Vesele na klopi Celja. V 64. minuti so Grofje prišli do zasluženega vodstva, bili so boljši in zdaj so premoč okronali tudi zadetkom. Morozov se je znova sijajno vključil v napadalno akcijo, prišel je do izraza in Celjani so torej prišli do vodstva. Danes ste od prve minute narekovali tempo, v prvem polčasu tudi dve sodniški odločitvi, ki niste šli vam v prid. Kljub temu ste ustrajali, prišli do zaslužene zmage, ste v popolnosti zadovoljni s predstavo fantov? Ja, definitivno jih moram pohvaliti. Mislim, da je ena zelo dobra tekma iz naše strani. Izjemna kontrola, izjemna agresija, borbenost. V kontinuiranem napadu mislim, da smo si pripravili kar nekaj priložnosti. Mogoče mi je žal, da nismo šli mogoče na kakšen zadetek več prednosti za mogoče malce mirnejšo končnico, ampak mislim, da ko potegnemo črto, da smo danes res gledali na terenu tako, kot smo si želeli. Mislim, da je bilo fante lepo gledati in sigurno je to neka dobra popotnica za sam finiš prvenstva. Verjamete, da lahko zdaj nanizate nekaj zmag v kontinuiteti? Želje definitivno je, tako kot sem rekel, je bilo kar nekaj manjkajočih igralcev, ampak je ekipa, mislim, da na pravilen način odreagirala. Sigurno bo neko naše želje ali pa cilj do konca sezone, bo neko čim več točk dobiti, imamo tu še pokalno tekmovanje in jaz nekako verjamem v ekipo, da lahko iz tedna v teden stopnjuje formo, hkrati pa potem tudi, da te potem nagradijo rezultatov in sigurno bomo lahko potem na koncu sezone bolj veseli, kot smo po danem trenutku. Danes ste se dolgo časa usklajeno branili, dolgo časa ste držali nulo. Kaj se je potem zgodilo, kje je zmanjkalo? Ja, trda tekma, pomembna za obe ekipe, kar se rezultatskega vidika tiče. Ja, v bistvu smo dosti časa nekako parirali. V drugem polčasu so nam enkrat ušli z boka in
dosegli lep gol. Mi na drugi strani smo imeli v prvem polčasu in na drugem 2-3 situacije, kjer bi lahko bolje odigrali, pa nismo in zdaj se nam dogaja že kar nekaj tekem, da na podoben način izgubljamo tekme. Danes ste sprožili en strel v okvir tekmečevih vrat, kako na naslednjih tekmah izboljšati to statistiko? Ja, težko prihajamo v neke čiste situacije, težko si jih izigravamo. Vse na drugi strani nasprotnik tudi ni imel preveč teh situacij, tako da te trde tekme se nam vrstijo. Zakrčeni smo, nekako ne uspevamo iz tega več iztržati in čestitke Celju za zmago. Pri rdečem kartonu zelo grob štart Nemaniča, kako bi komentirali njegov prekršek? Ja, nisem pravzaprav videl, meni se ni zdelo živo, da bi bilo kaj posebej narobe, ampak če je VAR tako pokazal, potem verjetno je temu tako. Vi danes pretirano veliko dela niste imeli, so pa vaši soigralci odlično igrali spredaj, ste zadovoljni s tem, kar so pokazali? Pa ja, res je, mislim, da smo taktično zelo dobro odigrali, da smo nekako se držali naših principov v fazi obrambe, nasprotniku nismo dovolili veliko, zgoraj pa smo si res pripravili kar nekaj priložnosti, na koncu seveda zaslužena zmaga. Težka tekma za vas, sicer ste dolgo časa držali nulo, kaj na koncu zmanjkalo za pozitiven rezultat? Ja, težko je, ko nasprotnik celo tekmo tako napada in v bistvu si je ustvaril kar nekaj priložnosti. Smo zdrali do te 60 minute in pol dobili ta gol in pol še ta rdeč karton, ki nam je v bistvu nekako onemogočil, da bi se lahko vrnili nazaj v igro. In nažalost danes ni šlo, nismo pokazali, po mojem mnenju, dobesedno so oni pokazali več od nas, tako da zasluženo mislim, da je Celje danes odneslo 3 točke.